Zdaj pa se nam je v studiu pridružil naš obalni korespondent Marko Žerjal. Človek z zelo... Dajmo en aplavz še za gospoda Žerjala, našega korespondenta. To je človek z zelo zanimivim načinom pomivanja posode, zlaganjem v umivalnik in upanjem, da se bo sama umila. Ne rabi več tega delati, so ji povedali, da je bil štos. Resno? Ja, žal. Ja, za publiko, ki mogoče ne veste, moj oče si je izmislil moji materi, da gospod Godler živi pri meni. Res, enkrat smo šli jadrat skupaj, pa sem ga potem povabil še domov jih na kosilo in moja mati je bila, se pa kar družijo zadnje čase. In moj oče, ker rad si malo zmišljuje stvari, je odgovoril, ja, seveda se, če mi je na jadrnici povedal, da Godler živi pri njemu. In ona mu je verjela, ne? Ja, ona je 100% verjela. Meni je potem oče povedal in sem tudi jaz igral zraven, Godlerju nekaj urejajo stanovanje in bo zdaj pri meni za par tednov ali mesecev. Bom videli. In njej se je to zdelo čisto verjetno, ker očitno je gospod Godler zgleda kot nekdo, ki po par tednov spi na kavču od sodelavcev. To čisto paše na osebnost nekoga, ki nosi drage obleke in dopustuje v luksuznih hotelih. Kam bom šel spat, ko mi stanovanje prenavljajo na star kavč od Žerjala? To sigurno na nivoju, ki sem ga vajen. Zakaj še en teden bi še šlo? Mogoče kaj drugam. Kako dolg pa vam je pol verjela? Mislim, da nekaj čez mesec. Jaz sem vmes že pozabil. In me je potem klicala, Marko, prideš na kosilo? Ja, lahko, ja. Sam ali z Juretom? Čisto mi, Jure danes ne more, ker ima ravno neko podelitev porno nagrad. Da smo si na jasnem, jaz nisem imel nobene podelitve porno nagrad. Čeprav, če me rabite za kakšno, sem na Instagramu. Dajte mi povedati, kako je pa pol zvedela, da je šlo za šalo? Ja, za vikend je šla do sorodnikov in jim je razlagala to zgodbo, dokler moj oče ni več zadrževal smeha, ker je bilo tako smešno, kako so jo vsi gledali in potem je pač vse priznal in se par dni niso pogovarjali. Toliko je zamerila? Ja, in to, da zdaj to razlagam na televiziji, verjetno ne bo pomagalo. Ampak škoda. Pa ne vem, če je škoda. On je rekel, da mu je bilo to nekaj najbolj spročujočih dni v letu. Kaj pa vaše, če se zdaj pa zresneva, zdaj smo se nasmejali, kaj pa vaše dejansko poročanje? Ste slučajno ponovno odkrili kakšno področje, kjer imate kakšen predlog, kako zboljšati državno učinkovitost? Gospod Godler, točno tako. Ugotovil sem namreč, da ima slovenska policija že več let kadrovski primanjkljaj. Policistov že več let v Sloveniji kronično primanjkuje in moram reči, da je razlika, ki sem jo sam zaznal med trenutnim stanjem in stanjem pred primanjkljajem, popolnoma neobstoječa. Policajev ni in družba še vedno nekako funkcionira. Tako da, gospod Godler, jaz tokrat predlagam, da odjebemo kar celotno slovensko policijo. Jih ukinemo in se znajdemo sami. Ja, pa gospod Žerjal, kako to mislite, ukiniti celo slovensko policijo? Kaj se pa zgodilo s kriminalom? Brez skrbi, gospod Godler, kot ponovadi sem tudi tokrat že premislil vse. To, da ni policije, res pusti bolj proste roke kriminalcem in to ne samo tistim, ki preprodajajo mamila ali pa se ukvarjajo s prostitucijo, ampak tudi takim, ki delajo dejansko slabe stvari. Ampak druga plat medalje pa je, da pusti to proste roke nam, običajnim državljanom. Da gremo vsi in si kupimo pištole. Če iščete nekaj, kar odganja kriminalce, ni boljšega orodja od orožja. Edino, kar me je do zdaj zaustavljalo, da si eno nabavim, je to, da rabiš neka dovoljenja, pa ne vem kaj. No, nič več. Ni policije, ni dovoljenj. Rešeno. Se pravi, pištola je vaša rešitev za kriminal? Seveda, s pištolo je vse naenkrat toliko lažje. Če vidiš, da ti nekdo nekaj stika okoli bajte, samo malo pomahaš z njo skozi okno in bojo že šli dalje. Naenkrat bi se bistveno manj upali hoditi po domovih nas poštenih ljudi, razni ulomilci, lopovi ali pa RTV inšpektorji.
Ja. Ja, kot jaz vedno rečem, red je vedno petelin na pet. Razumem vašo logiko, ampak gospod Žerjal, a vas ne skrbi, da bi več orožja pomenilo posledično več nasilja? Niti najmanj. Kot prvo, če je orožje tako slaba stvar, zakaj ga potem toliko pošiljamo v Ukrajino? Tam pa ne bo nič slabega naredilo, lahko. Samo če ga jaz držim v rokah, postane zlobno naenkrat. Ne? Ja. In kot drugo, veste, katera je najbolj oborožena država v Evropi? Kira? Švica. Švica? Država, ki je sinonim za varnost, ima največ kosov civilnega orožja na prebivalca. Vsi so oboroženi do zob in najbolj varne banke na svetu imajo. Okay. Naključje, jaz bom ugibal, da ne. Po uradnih podatkih imajo tam 30 kosov orožja na 100 prebivalcev. Ni potem čudno, da ima njihova država tako ime. Ker tam kdo razmišlja, da bi kaj ukradel, ta zares Švica. Okay. To z orožjem v Švici drži, ampak oni so Švica, mi smo Slovenija. To so že kulturne razlike, ki bi lahko vplivale, da bi bili izidi drugačni, se mi zdi. Ne, mislim, da kultura ne igra tako pomembne vloge tukaj, ker imamo tudi pri nas primere nadpovprečno oboroženih skupnosti. Mislim, gospod Godler, pomislite, ste v vseh vaših letih poročanja o dogajanju po Sloveniji že kdaj zasledili novico, da je kdo vlomil v hišo v romskem naselju? Nobenemu ne pade na pamet, ker vsi imajo doma pištole in ljudje lahko imajo neke negativne stereotipe o Romih, ampak v resnici ni bolj varnih četrti v Sloveniji od njihovih. Glejte. Šlok ima prav. Den se najdejo kakšni politiki, ki bojo rekli, da bi se oni mogli bolj integrirati. Ne, mi bi se mogli bolj integrirati. Malo več orožja med splošno populacijo, naenkrat ne bo več nobenih trenj med skupinami. Ker bomo vsi na istem. Mogoče bo kdo rekel, ampak jaz poznam enega, ki so mu odnesli ves baker ali kaj takega. Ja, okej, ampak to se ne bi zgodilo, če bi bila šansa, da pri tem ujamejo še nekaj svinca. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.